tako kot večina Slovencev, svoj denar nekam vloži, ker jim nekdo pove, da je nekaj ful dobrega. Jaz se imam v bistvu za mentorico. Zame konkurenca ne obstaja. Občutek, da nisem dovolj dober, boh ne dej, da ne boš uspel. Potem beremo, poslušamo razne zgodbe žalostne, ko se zbira cela Slovenija denar, zato ker nekdo ni poskrbel za neke osnove, ker veliko ljudi sploh ne poskrbi avto, valjda imaš zavarovan, ker ga moraš imeti. Ne zavedajo, koliko denar zgublja na vrednosti. Ne? Denar imaš lahko na dva načina. Lahko imaš ti kontrolo nad denarjem, lahko ima pa denar kontrolo nad tabo. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novem Fire podcastu. Danes gostimo žensko, ki uči Slovence, kako prebuditi svojega finančnega genija in zavedno spremeniti svoj odnos do denarja. Z mano je danes Petra Žagar. Hvala, Petra, ki si se odzvala našemu vabilu. Ja, hvala lepa za povabilo, z veseljem sem se odzvala. No, the best. Evo, jaz imam tukaj en uvod v Petro Žagar. In sicer mentorico za finančne in poslovne preboje, ki je s svojim programom I Love My Money, rad imam svoj denar, pomagala že več tisoč Slovencem prekiniti začarani krog življenja od plače do plače. Ful zanimivo se mi zdi to, by the way. In Petra ni vaša tipična finančna svetovalka, ki uporablja težke finančne izraze ali pa finančne koncepte. In ne uči vas le, kako upravljati denar, ampak vodi na potovanje preobrazbe, kjer naslovite tudi neke podzavestne vzorce, ki vas mogoče zadržujejo na poti do vaše finančne svobode. A sem dobro povedal? Ja, recimo. Okay. In vsak teden jo lahko prek njenih I Love My Money kavic na Facebooku tudi spremljate, kjer deli dragocene nasvete, kako naj denar dela za vas in ne obratno. In kako razviti tako miselnost, ki privablja finančni uspeh. Ok, malo smo na meji metafizike, ampak mogoče obstaja zagotovo neka povezava med psiho in kaj se zunaj dogaja. Zato sem tu. To. Tako da, Petra je prepričana, da je finančna neodvisnost dosegljiva za vsakogar, potrebujete pa le prave informacije, podporo in prebujenega finančnega genija v sebi. Ja, odlično. Okay. To je ta uvod, Petra, ne? Ja, recimo. Hvala za tako lepo najavo, za tako lepe besede. Ja, veliko tega, kar si povedal, je res. Jaz bi se edino popravila, da nisem finančna svetovalka. Mislim, da je pomembno, da to povem, ker uradni poklic v Sloveniji finančnega svetovalca ne obstaja, to vemo. Jaz se imam v bistvu za mentorico, ker pravzaprav, nimam nekega formalnega znanja, ker ga ne moreš dobiti. Se pravi, če poklic ne obstaja, vsi, ki delamo na tem področju, smo na nek način samouki, smo pridobili to znanje tekom življenja, tekom izkušenj, tekom želje po več znanju, ne? Tako da dejansko se imam za mentorico zaradi tega, ker skozi, svoje življenje, skozi finančno življenje, skozi svoje poslovno življenje sem šla skozi različne faze, različne zgodbe, od tega, da nisem imela denarja, do tega, da sem imela denar, do tega, da sem ga izgubljala in tako naprej. In dejansko sem pridobivala izkušnje, kot rečeno, izkušnje znanje, ki jih danes lahko delim ljudem, ki se znajdejo v podobnih situacijah. Pa mimogrede, niso samo ljudje, ki so v krogu, začaranem krogu limitov kreditov nakupu na obroke, ampak tudi tisti, ki imajo denar, pa ga varčujejo, pa ne vejo, kako ga v bistvu oplemeniti, kar ne nazadnje tudi ni pravilno ravnanje z denarjem. The best. Ej, a veš, takoj, ko mi rečeš, oprosti, mi daš ti skuli tam nekaj gor. Veš, takoj, hvala lepa. Ko mi rečeš, recimo, mentorica, ni v te dve zadevi, takoj se mi zdi ta zanimiv. Nisem finančna svetovalka, sem mentorica, naučila sem se to na osnovi lastnih izkušenj, zaradi tega, ker ni obstajala konkretna neka izobrazba, ampak so me izkušnje naučile tega. In v bistvu tudi sam sebe dojemam kot učenca na tej poti in razlog, zakaj imam pogovore z ljudmi, kot si ti, je, ker se tudi sam hočem naučiti, kaj je tisto, kar bi mi morali začeti delati, kakšne so tiste aktivnosti, disciplina in aktivnosti, ki bi jih jaz kot posameznik
v praksi moral izvajati, zato da bi bila moja finančni nek outlook, neka prihodnost drugačna oziroma potencialno najboljša možna. In tudi jaz nisem pridobil neke te izobrazbe v osnovni, srednji, v bistvu nobeni šoli in sem bil cel čas učen biti dober konzument, se pravi konzumant, ali kako se pravi reče, konsumer, porabnik, potrošnik. Tukaj sem najboljši. In verjetno smo vsi v temu najboljši. Zdaj, druga misel, ki se mi je pa v bistvu takoj dotaknila, je to ni samo z ljudi, ki delajo iz meseca v mesec in iz plače v plačo, a ne, Vse marsikdo gre iz meseca v mesec, ker v bistvu ni problema količine denarja, ampak ker ne zna z denarjem, moramo to vedeti. Točno to hočem povedati, ker ne pogovarjamo se samo o ljudeh, ki so mogoče v težki socialni situaciji, ampak tudi ljudje, ki so nekako zaslužili nek denar ali z boljšo pozicijo v službi ali pa z boljšimi rezultati v podjetju, ali kakorkoli že, ampak ko imajo več denarja in ko imaš ti več denarja na razpolago, ampak so tvoje navade še vedno enake, kot so bile prej, a ne v smislu zavedanje, vedenje, nevedenje, ne? Če se enako obnašaš, boš mogoče več začel trošiti in tudi povečanje denarja ti čisto nič ne pomaga. Tako da jaz bi za začetek nekako sploh ne vem, kje bi začela, ker je toliko enih različnih stvari se mi zdi. Rekel si, ljudje morajo nekaj spremeniti. Jaz pa rečem, ni nujno. Spreminjaš, če z ničem nisi zadovoljen. Če dejansko želiš neko spremembo, če si mogoče prišel do neke faze, do nekega zaključka, ki bi pa rad nekaj spremenil, ki vidiš, da neki ne pije vode. In potem ta moram spremenimo v želim. Hočem, zmorem, izbiram, karkoli od tega. A se sliši drugače? Želim nekaj spremeniti. A ni ful drugače, kot pa moram. Ko rečeš moram, je teža. Moram spremeniti. Ne bi rad nehal trošiti. Pa mi grede ljudem, ki se povečajo prihodki, nekak statistika pravi, da bolj kot se ti povečajo prihodki, bolj se zadolžiš. Zakaj? Boljša služba, več denarja, se pravi posledično, boljše firmate oblačil, boljše blagovne znamke, takoj zamenjaš avto, mogoče večje stanovanje, daljše potovanje in vemo, kam to vodi, začaran krog kreditov, limitov in nakupno. Podganja dirka, bi rekel Kiyosaki, iz katere pa mnogi ne pridejo ven, ker ne vejo, ne znajo in mogoče rečem, ne zmorejo. Zakaj ne? Zaradi podzavestnih prepričanj, ki jih vodijo. Zato je to mogoče zdaj metafizika, zame pa to je ena realnost, s katero se soočam vsakodnevno, recimo, ko govorim s svojimi strankami, če vam priznam, ne delam več tega vsakodnevno, ker sem našla način, da mi ni treba vsakodnevno. Verjetno interneta, ne? Na način nekaj enkrat narediš, pa nekaj 100krat, 1000krat prodaš svoje znanje, prodaš kakorkoli. Verjetno si ustvarjala neke vsebine in zdaj imaš verjetno. Jaz tlele ne skrivam, kje ljudje lahko najde več informacij. Veš, jaz vem, da imaš ti petražagar.com, na Facebooku ne vem točno, ampak verjetno če lahko najde. Ampak hočem povedati, da vem, da imaš neke webinarje, posnete, vodič, se pravi neke priročnike in verjetno si posnela nek tečaj in to je tisto, o čemer govoriš, se pravi, seveda sebe multipliciraš, tako da to znanje podaš in v bistvu za neko nižjo ceno, kot če bi se nekdo moral pelati, svoj čas tam porabiti točno takrat in kotizacijo in tako dalje. Tukaj pa online lahko vse pogleda. In, veš, skozi ta pogovor, pričakujem nekako, da ga bo še danes imela. Mislim, da se bodo ljudje mogoče tudi dobili kakšne ideje in bodo mogoče pa šli pogledati, pa je nekako. To je to, ne. Zdaj pa nekako moja misija, mislim, da je podobna tvoji misiji. In sicer moja misija je v ljudi naučiti o denarju, kako ravnati oziroma o osebnih financah in šele na to o investiranju. Zdi se mi, da pri nas nekako skozi več pogovorov, ker sem imel različne goste in nasplošno, ker sem jaz dosti v tej, bom rekel, dajmo reči finančni industriji preko kripta, ugotavljam, da že
že sam pri sebi, a ne, že zavedanje, kaj denar sploh je, a ne, se meni čisto spremenil, a ne. Od tistega trenutka, ko sem mislil, da sem jaz pripravljen, da investiram, a ne, v bistvu zares nisem bil pripravljen za investiranje, ker nisem še prej nekih drugih stvari se pošlihtil v smislu dojemanja izdatkov, dojemanja prihodkov, točno razumevanje, potem gledal sem mašti tudi ne take fulušne nasvete, kako dejansko do dodatnih 100, 200, koliko že evrov na mesec, brez da zares karkoli spremeniš. Prav praktični sveti, to mi je bilo ful všeč. In mislim, da mogoče je ena skupna misija, da pomagamo Slovencem izboljšati njihovo finančno situacijo in posledično za tega tudi izboljšati kvaliteto življenja in tudi srečo v končni fazi v življenju. A ne? To sem jaz razbrala iz ene par intervjujev, sem si pa le pogledala, ne, tvojih, in sem bila navdušena in sem razbrala, da imaš v bistvu neko to vizijo, misijo, poslanstvo, kakorkoli to imenujemo, in pozdravljam to vrstne projekte in v bistvu bi se tudi jaz tebi zahvalila, ker to počne. No, the best. Ker vem, da v bistvu zame konkurenca ne obstaja. Se pravi, mi smo kvečem vsak, zakaj ne? Ker ima vsak neko svojo energijo, na podlagi kateri pritegne določene interakcije z drugimi, in pa verjamem, da je za vsakega med nami prostor na tem svetu, da poda to svoje znanje, kar ima in predvsem, da smo si doprinos, družbi kot taki. S tem, ko ti vplivaš na enega, v bistvu dejansko spreminjamo družbo, je tako? Enemu jaz pomagam, enemu ti in tako naprej. V bistvu. Glej, te lahko v bistvu vprašam ali pa če se dotakneva teh vsebin I love my money. Vse to so verjetno vse izpeljanke, več ali manj, ali webinar, ali tečaj, ali priročnik in tako dalje, ampak verjetno obstaja ena rdeča nit, ki jo peleš čez vse te zadeve, a ne? Dajva se malo o tem pogovarjati. Ti si v bistvu, pa zaradi mene lahko začneš, kjer želiš, ali tam, kjer si začela, kaj te od tega pripeljali, če se ti zdi to zanimivo. Najbolj bi pa verjetno za najne gledalce bilo interesantno, da tudi iz tega nekaj potegnejo, da dobijo od tebe tudi neko, oziroma od naju dodano neko vrednost, zato da potem jih spodbudimo k tem, da še bolj potem se interesirajo. Se pravi, kako si začela s tem I love my money, kaj to pravzaprav sploh je? Čak malo, da ne bom predolga. 20 let nazaj. 20 let nazaj? Ja, 25 voj. A dej nekaj, no. 25 leta, 2020, se pravi. Sem imela kar nekaj denarja za takratne čase kot študentka, nekih 10,000 nemških mark, dajmo reči, oziroma, 20,000 nemških mark, dajmo danes reči, da je to 10,000 evrov, da skrajšamo zgodbo. Kot vsak med nami, verjetno sem si slišala sem, da se da iz denarja narediti več denarja. In prišla mi je nasproti ena informacija in jaz sem za to zagrabila in sem čisto vse, kar sem imela, denarja, ga investirala. Se pravi, s drugimi besedami, tako kot večina Slovencev, svoj denar nekam vloži, ker jim nekdo pove, da je nekaj ful dobrega in ne poznajo v bistvu zakonitosti, na kaj moraš biti dejansko pozoren, sploh te lepe besede, boš, ne vem, multiplicirala ta denar in tako naprej. Jaz sem verjela tem lepim besedam, nasedla in zgubila čisto vse. Tako da takrat dejansko sem se na eni točki odločila, da moram začeti delati na temu, da pridem nekako do znanja, ki mi bo pomagalo, kako pravzaprav delati z denarjem, ker v šoli tega nas niso naučili. In takrat sem začela množično brati knjige na temo financ, med drugim vse vemo, Robert Kiyosaki je ta osnova, ki mora vsak poznati. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, bogati očka, revni očka, top knjiga, mimo grede. Denarnega toka, ki mi je odprla še dodatno obzorja. In na podlagi tiste knjige sem jaz začela delati kar velike premike v svojem življenju. Teh 2 knjig. Omenila bom tudi, da sem ogromno knjig na temo osebne rasti prebrala, ker mislim, da ljudje se ne zavedamo, da če hočemo več denarja, moramo mi sebe spremeniti, svojo notranjost, se bo prišla do tega. Glavno, takrat sem se odločila in dejansko sem začela zelo delati na temu, da sem začela nekaj drugače delati z denarjem. Takrat še ni bilo toliko tega znanja kot danes, ker na vsakem koraku, če ga iščeš. In leta 2000, nekje 8 let nazaj, sem prišla do te točke, ko sem... 8 let nazaj je bilo 2017. 8 let nazaj sem jaz nekje takrat, še prej, 2015 sem dala odpoved v službi. Enostavno sem se soočila s tem, da ne želim več tako nadaljevati kariernega življenja, sicer sem imela v redu super plačo, ampak sem rekla, da ni to. In takrat so mi nasproti začele prihajati izjemne
ogromno vsebin vezano na finance, na osebno rast, na duhovno rast, na marketing in na prodajo. In takrat je meni kliknilo, da pravzaprav imam znanje, ki ga lahko ponudim svetu. Tako sem začela v 2017, sama, če ta mala je rodila 2014, jaz sem jim grede, drugače mama dveh, 21-letnika pa 10-letna ta mala. In sem dejansko po drugem porodu, na porodniški, sem začela razmišljati, da pa jaz se ne bom več vrnila v službo. In se nisem, in sem se 1 leto vzela fraj, dejansko skreirala en online program I Love My Money. Predhodnica tega programa I Love My Money je pa Prebudite finančnega genija v sebi, sklop, bom rekla, ali webinar, delavnica, tečaj, kakorkoli. In tukaj v sklopu tega tečaja pa jaz predajam v bistvu to osnovno znanje, ki ga ljudje nimajo. To znanje, katero je tudi meni pomagalo, da sem v bistvu lažje šla zdaj naprej in dejansko veliko je bilo tudi, bom rekla, klenotri, ne sem znanje, ampak izkušenj, ki jih imam. Skratka, če pogledam zdaj na samem predavanju oziroma v sklopu samega programa, pa je glavna rdeča nit ta, da se moramo mi zavedati, pa res izporabljam besedo, moramo zavedati, da na našo finančno stanje vplivajo notranje strategije uspeha, ki so recimo odnos do denarja, pogled na denar, zavest obilja, kako imamo mi velik, ne vem, nivo, zavest hvaležnosti, kakšen je naš odnos do bogatstva, denarja, bogatih ljudi, do naše lastne vrednosti, ne nazadnje, in tudi to, koliko se imamo mi sami sebe radi. To sem prišla zdaj v zadnjih letih do tega spoznanja. Je povezano zelo. In na drugi strani imamo korake, kako ravnati z denarjem. Se pravi, mi imamo tako to strukturo in lahko rečem, da večina, ali pa da ne rečem celo vsi finančni svetovalci, ali pa noben finančni svetovalec, pravi ljudje, ki se ukvarjajo, da ljudem svetujejo, kako upravljati z lastnimi financami, se ne ukvarja s tem, kar je za moje mnenje najpomembnejše. In to so notranje strategije. Prepričanja, vrednote, čustva, velikrat v svojih intervjujih omenjaš čustva, koliko so pomembna, ampak čustva so samo posledica misli. Se pravi, vedno je predhodnica in misel. In če ta niso podpirajoča, ne moramo pričakovati, da bomo zelo, ne vem, uspešni na finančnem področju, kot tudi v življenju nasplošno. A to misliš na ta način? Ok, jaz to gledam nekako mogoče skozi neko prizmo športa. Jaz recimo disciplino dobim iz navade športanja. Mene je šport navadil, bi rekel, dolg časa trpeti za nek cilj, ki bo nekoč tam. In bi rekel, da je to dosta... Zdi se mi, da disciplina je generalno povezana z uspehom, oziroma se pravi, da imaš to kapaciteto, da izvajaš ene korake konstantno in frekventno, potem vpliva na, pač seveda na tvoj rezultat. Leto ima 52 tednov, vsak teden ima 7 dni, vsak dan ima 24 ur in zelo je pomemben, kaj počnem vsako uro v dnevu, zares, če hočem vplivati na ta nek svoj končni rezultat. Jaz gledam to na ta način. Sigurno je pa potem tukaj še ta psihološki aspekt, mentalni aspekt, če jaz nekako, tako bom rekel, v športu, če imaš zdravo telo, je potem lažje imeti tudi zdravega duha, ti pa verjetno se bolj to spoznaš, si več na to časa, seveda več energije v to investirala in imaš mogoče bolj razdeljene te poglede, predpostavljam, da je to tako, Mislim, jaz sem prišla do spoznanja, kaj je tisto, kar jaz blokira ljudi na finančnem področju, Kaj pa jih blokira, recimo, po tvoje? Kaj vidiš? Če govorimo o notranjih strategijah. Kaj ljudi najbolj blokira? Najbolj je občutek, da se pravi, nisem dovolj dober, nisem dovolj, ne vem, pameten, dovolj lep, posledično imajo plačo, kakršno imajo, če tako pogledaš, ko bi lahko več zaslužili. Občutek, da si ne zaslužijo denarja. Zakaj? Ker so bili sprogramirani tekom življenja, dobili so, običajno so jim starši ali učitelji najpogosteje dali nek občutek, da si ne zaslužijo denarja, da jim ne pripada. Jaz sem recimo ravno prejšnji teden imela coaching z stranko, ki je dejansko rekla, da je kot študentka dobivala štipendijo, ampak mama je celotno štipendijo vzela. Zdaj, zakaj? Verjetno, ker je prav prišlo, ni imela dovolj sredstev in tako naprej za preživetje, ampak ona je v sebi zaklenila občutek, da si ne zasluži, da ni dovolj dobra, da ne pripada. Po drugi strani je bila pa zelo vzgojena v zelo takem
pod vplivom cerkve, se pravi katoliške, nekem duhu, kjer zelo prevladuje skromnost. In ne moreš ti zdaj z neko skromnostjo, mislim, jaz sem tudi skromna, ampak, a veš, nekje pa moraš biti zahteven do svojega življenja in zahteva določene stvari in mislim, da ta naša slovenska skromnost, ne, če že sprašuješ, kaj je tista, ki ful ljudi blokira, je zagotovo to. In potem si skromen in si zadovoljen z majhnimi rezultati. Si predstavljaš, da bi bil, ko sva se že dotaknila športa, ne, naši športniki, ki prosperirajo v svetu, če bi bili v bistvu slovensko skromni, bi ostali v naši domači državi, ne, tako pa so poleteli više. Ne, to je ful zanimiva tema. Tako da, če me že vprašaš, kaj je najbolj pogosto, jaz lahko rečem, samo pri eni stranki tu zdaj nisem zaznala občutka, nisem dovolj dobra. Tako da to je neka osnova, ki jo treba transformirati. To je zdaj sam tako, nisem dovolj dobra. Pol pa denar kvari ljudi. Ne, vsi bogati so prevaranti, vsi so, a veš, odpreš televizijo, pa vidiš takoj program, ne, kaj si lahko mislimo v bistvu o bogatstvu, bogatih ljudeh. In pol se ga na podzavestni ravni dejansko vsi izogibajo. Kako? Ja, tako, ko pač pride nek nepričakovan znesek in in ga potrošiš, ne, na podzavestno. Sploh ne greš za tem. Tako da to je najbolj, bom rekla, pereče in ko se tega osvobodiš, mingrede, tega se ne osvobodiš do konca življenja, ne, ker mi se lupimo kot čebula do konca življenja, lahko rečemo temu osebna rast, s tem, da eni to delamo zavestno, večina ljudi se pa tega ne zaveda. Ne? Tako da ta transformacija je ključna in ko se enkrat tega osvobodiš, jaz rečem, poletiš, poleč ni ovir. A veš, jaz sem podjetnik in paralelo vlečem z podjetniki iz tujine in jih primerjam s podjetniki iz naše domovine. In generalno to je mogoče malo taka sociološka debata. Jaz mislim osebno, da je naš glavni problem, da je naš nacionalni heroj nekdo, ki je švercu sol. Naš nacionalni heroj ni nekdo, ki je zmagal, osvojil, premagal, dosegel, ampak je nekdo, ki mu je bilo dovoljeno prešvercati eno količino soli. Nikoli nisem tako razmišljala. Hvala za nov pogled. Tako jaz nekaj gledam. In v bistvu, ko grem na Hrvaško, vidim vse posod obešene zastave, veliko zavest nacionalno, medtem ko pri nas zelo redko, tudi med prazniki. In ko to potem potegnem z vsemi temi denarje, slab, to je ono tretje, to verjetno elite določene si, se pravi skozi zgodovino je vedno težje postati bogat. Se mi zdi tudi tako, ne? Zato, ker je vedno več nekih pravil, ki so postavljene, ali pa nekih davkov unga tretjega, stvari, ki ti odvzemajo denar. Njim grede. To je res, ampak po drugi strani, če pogledaš, kako se razvijamo kot človeštvo, kot družba, kot tehnologija, jaz imam pa občutek, da je vedno bolj dostopno bogatstvo in nenazadnje tudi statistika pravi, da vedno več ljudi je vedno bolj bogatih, ne? Ampak vsi imamo to. To je meni tako ful zanimivo, ko se ljudje ne zavedajo, da vso moč imamo mi sami. V bistvu, ne govorim zdaj to, kar jaz učim, ampak govorim o kakšno tehnologijo imamo, družabno omrežje, ne? V bistvu, ti lahko narediš produkt in greš, kot si ne sam podjetnik, greš v svet, ne? A nekje začneš, imaš dobro idejo, mogoče celo rešuješ nek problem. Ali pa kopiraš drugega, vse zakaj pa ne. Tako da, tle ni ovir, ne? Če nekdo, par dni nazaj sem prebrala celo nekje en citat, da ni tvoja odgovornost, če si se rodil revež, ne? Ampak če pa boš umrl revež, ne? Pa v bistvu je to odgovornost na nek način. Tako da, moje besede so, da zmore vsak dvigniti svoje finančno področje na višji nivo. Ne? V bistvu, da vsak lahko uspe. Sam je vprašanje, kaj si pa pripravljen narediti za to. Točno to je. To pa druga stvar. Recimo, če se vrnemo na podjetništvo, pri nas je tako, daj bom jaz najprej, se pravi pri podjetnikih, tako slišiš dosti, daj bom jaz najprej probal v Sloveniji, pa tlele kar ratom, pa nekje drugje. Jaz si pa mislim, pa zakaj? Se imaš celo Evropsko unijo, diraš, probi v bistvu startu v Ameriki, pa če o tem šlo, probi nekje drugje, ali pa probi na nekem večjem trgu. Zakaj imaš to omejitev v glavi? Še posebej, ko greš na konferenci in v tujini vidiš, da tisti ljudje, iz kjerkoli že so, iz bistveno večjih trgov, niso čisto nič pametnejši od tebe. In se zdi, in potem pa tukaj pride do tega, ne, da pri dostopu vprašanje dostopa do kapitala, nekdo, ki živi v San Franciscu ali pa v New Yorku, v primerjavi z nekom, ki živi v Ljubljani, je dostop do kapitala v Ljubljani 97% manjši, kot je v New Yorku, kjer lahko na idejo jaz sicer te izkušnje nimam, ampak moraš vedeti tudi, da so za ljudje zelo obremenjeni s tem, kaj bojo rekli drugi. In Bog ne dej, da ne boš uspel.
Ne, ampak kdo pa je uspel v prvo? Ja, ne vem, veš, če tako gledaš. Se tudi to je ta mindset, ne? Povprečni mindset v Ameriki je, ne vem, kolikrat zelo dobra knjiga, lahko naredim reklamo. Seveda. Od Petra Škarja. Ameriški milijonarji so spregovorili. Izjemno dobra knjiga. Zdaj ne vem točno, kakšna je statistika, ampak piše, ne, da povprečen Američan vsaj 10-krat propade, preden uspe. Ja. Ne, v Sloveniji pa enkrat, če prepadeš, zdaj pa kaj bojo drugi rekli. Ne? Ampak, ne, mislim, jaz se toliko ne obremenujem s tem, kaj bojo drugi rekli, vem pa, kako zelo omejujoče prepričanje to je, pa Bog ne dej, da ne boš uspel. Medtem, ko potem pogledam na drugo stran, ne, da nas v bistvu vsak neuspeh, vsak korak, ko padeš, pelje do večjega uspeha, oziroma do uspeha. Oziroma pomembno je, kako ti gledaš na posamezen uspeh. Ne? Recimo tista tvoja izguba, ki si naredila v startu. Ja, tiste je bilo v bistvu šola za res, ki te je veliko naučila in te je pripravila potem za naprej. In to, tvoja naslednja iteracija je bila verjetno bistveno, oziroma naslednja ponovitev je bila bistveno boljša kot ta prva. A ne? Ja, zelo veliko denarja sem še zgubljala, ker nisem imela znanja. A veš, pa ti ta projekt ponudijo, pa da sem vloži, pa tisti kao mrežni marketing, a veš, pa, mislim, pa te sheme, pa to vse. Mislim, izgovorimo taki domači stvari, ki večina Slovencev ve, zakaj se gre. Na drugi strani pa vemo, da so določene stvari, ki če se jih držiš, ko jih tudi ti v tvojih, kaj v videih omenjaš, ne, spravi te klasični naložbeni razredi ali pa alternativni, ja pa nimaš kaj faliti, sam drži se tega, kar ljudje, ki imajo izkušnjo, govorijo, da deluje. Sam tega se drži. Gremo pa kar konkretno. Pred sabo, ne, gremo ajde konkretizirati. Evo, zdaj, mogoče so bila začetek za kakšne ljudi malo metafizična ali pa mogoče rekel, ne čist praktično, ampak seveda, vidim tvoj moški pogled. Zelo pogosto se srečam s tem, ker se vam moški populaciji ne zdi to tako zelo kar nekaj, ne, zdaj bluziš. Jaz recimo večinoma delam ženskami. Ko pa dobim v roke moškega, se pa takole zgodi transformacija, ful huda, ne. Tako da eni si ne dovolijo tega znanja. Ampak to znanje vse bolj prihaja v ospredje, tako da dejte, mislim, da imaš več moške populacije, kakorkoli, vas vabim, da začnete raziskovati. Glej, ena knjiga, če lahko priporočam, kaj meni, tako ko ne hodim v cerkev, ampak Biblija, ne, pač, ko govoriva o notranjih strategijah uspeha, Skrivnost milijonarjevega uma. Ne, to knjigo jaz priporočam, pa dej preberite jo, ne vem. Skrivnost milijonarjevega uma. 10-krat se mi zdi ena od tih Ekerja, ne. To je nekaj takega, kar moraš prebrati, da razumeš v bistvu, zakaj si, kjer si, če nisi tam, kjer bi želel biti. Tako da, ful dobra knjiga, vsi so navdušeni nad njo. Drugače ima tih Eker tudi seminarje, ne, po svetu, tudi sama sem se udeležila enega, kjer v bistvu je razkril sistem 6 lončkov, kjer funkcionalno zelo dobro deluje pri tistih, ki ga seveda upoštevajo, ne. Tako da, jaz bi vse povabila, no, da začnejo raziskovati tudi ta del, ki je očem neviden. Pa je, po mojem mnenju, če jaz rečem, ne vem, na stopni finančne pismenosti, če imamo 10 korakov, je to prvi korak. In žal večina svetovalcev tega ne uči. Mogoče se tega dotaknejo, da bi pa šli v globino, pa ne. Ampak ker to je pa pol mogoče na nek način kot una dieta, ki ti jo nekdo predpiše in ker ti nimaš ta pravega mindseta, si nesposoben to dieto dolg časa vzdrževati, ne? In potem hitro padeš recimo v stara pota. Recimo, zato je smiselno iti pogledati, kaj je v ozadju, zakaj se ti ne držiš tega, kaj je sploh pripeljalo do tega, da si, kjer si, kateri vzorci so te pripeljali. A veš, to so tako že globine, ne? Ja, itak. Ampak ta knjiga, ki sem jo omenila, ne, top. Meni se drugače te teme zdijo ful zanimive. Hočem pa na koncu doseči nek praktični učinek. A veš, in za tega nekako vlečem v to, ok, kaj pa zdaj to v praksi pomeni, kaj naj delam, ker na koncu, verjetno, ko se soočaš, ko si v pogovoru s strankama, ne, vedno reči, ok, kaj naj zdaj investiram, kaj naj zdaj naredim, ne, pa rečeš, ok, čak. Na kaj naj dvignil bom kredit, v kaj čem zdaj investirati, čakaj, stoj, gremo mi najprej na korake. A veš, da se da tudi, da je kredit tudi dober kredit lahko. Seveda lahko. To, ja. Jaz običajno rečem, krediti so dobri v recimo 4 primerih, ne? Ko pokrivaš limit, ko investiraš v lastno znanje, ne? Tudi to vrstno znanje, ko kupuješ sredstva, ko vlagaš v svoj posel, pa jaz včasih rečem tudi kakšno potovanje, ti zna zelo dober doprinos biti, ker na potovanju lahko dobiš kakšne nore ideje, ne? In pa seveda, ko rešuješ lastni stanovanjski problem. Tako da
to so nekako dobri krediti. S tem, da zdaj potovanje bom tako vzela, prav z rezervo, ker nisem naklonjena jemanju kreditov za potovanje. Ampak se mi zdi, da je to zelo dobra investicija tudi vase, kakorkoli, kamorkoli greš. Oprosti, nadaljuj, ker si želel. Ne, sej the best, sej razvijava. Se pravi, nič, kaj, da probate posimulirati ali pa mogoče se dotakniti, kaj je tisto, kar se praktično ali pa kar v praksi učiš ljudi, nekako čist na krovnem nivoju, kako bi rekla, kje so te enote. Se pravi, jaz sem prej omenil denar, osebne finance, investiranje, ne? Ja. Ti imaš mogoče malo drugačen pristop, ne? Recimo, vem, da ti bom povedal, malo smo tudi ljudi spraševali, kaj jih kaj interesira, ne? Pa so različne vprašanja spraševala, veš, recimo od tega, jaz sem star tok in tok, želim mogoče zamenjati službo, imam tok pa tok nekaj stroškov, kam recimo vlagati 100 evrov mesečno, kje naj dobim kakšen denar za vlagati, če imam službo oziroma plačo, kakršno imam že skozi enako, bla, bla, bla. Imam kar nekaj teh vprašanj, ampak mogoče preden grejo konkretno ta vprašanja, da mogoče jim poveš, kakšen je ta okvir, ki ga ti ljudem sugeriraš, se pravi, videl sem, naj uredijo finance po nekem sistemu. Ok, dajmo se o tem pogovarjati. Se pravi, prideš iz nule in zdaj nekoga mi zdaj obdelujemo. Ja, meni se zdaj pač o predpostavki, da si uredil pa poštimal tisto, kar sem prej govorila. Se pravi, da si najprej pod streho počistil. Ja, recimo. Se pravi, dajmo reči, kaj je to? Dajmo reči, za športnika je to, ok, želim zmagati na Evropskem prvenstvu in greš v tej smeri za nekoga, ki je recimo je lahko tudi finančno neodvisno, vse to je nekaj, nekdo reče, ne, jaz bi rad imel hišo in bi rad v bistvu poleg te hiše bi rad imel to gnare, da lahko normalno grem 2krat na leto na dopust, se pravi, ne rabimo se mi zdaj pogovarjati o milijardah. Lahko se pogovarjamo. Mogoče bi postavila dobro vprašanje, meni se zdi zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, kako pomembno je poskrbeti za svojo finančno neodvisnost v prihodnosti. Zato, ker država, kot vidimo, po vsej verjetnosti ne bo poskrbela za nas, razen če ne bomo bojo delali do smrti v končni fazi. Ne? In se mi zdi ta vidik ful pomemben, izredno pomemben, da poskrbiš za to, da boš nekega dne imel dovolj pasivnih prihodkov, za katere ne bo treba aktivno delati in da boš do konca življenja živel v neko kvalitetno življenje, ne pa tako, kot danes živi večina starostnikov. In zdaj jaz po tej formuli nekako grem, da najprej poskrbi za svojo socialno zaščito, kar pomeni, večina ljudi, ne vem, če se zaveda, ampak najprej treba neko ustrezno zavarovanje imeti. To sodi tudi pod finance. Se pravi, finance, zaščita v kontekstu poskrbi za svoje življenje, neko klasično življenjsko zavarovanje ali kasko življenjski, kjer se zavaruješ, boh ne dej, da pride do tvoje lastne smrti, ko bo trpela družina, bližnji in tako naprej, da saj nekaj narediš na tej fazi, mogoče, da se zavaruješ tudi pred morebitnimi poškodbami, boleznimi, ker nikoli ne veš, spet, ja. Zavaruješ v bistvu vse tisto, kar je pomembno, v drugi fazi zavaruješ svoje premoženje, ker veliko ljudi sploh ne poskrbi avto, valjda imaš zavarovan, ker ga moraš imeti. Koliko ljudi da več za zavarovanje, za kasko, za avto, kolikor pa da bi, na primer, za nepremičnino poskrbeli. In potem beremo, poslušamo razne zgodbe žalostne, ko se zbira cela Slovenija denar, zato ker nekdo ni poskrbel za neke osnove in zavaroval z ustreznim zavarovanjem tisto, kar je izjemno pomembno. Spravi, hišo si omenil, hišo je treba zavarovati, vsak pameten jo. Spet je treba biti pozoren, kako jo zavaruješ. Jaz nisem specialistka za to vrstno, za zavarovanje sploh, ampak neke osnove pa vemo, in je smiselno, da v bistvu ne da zdaj zavaruješ hišo na vrhu hriba proti poplavam, ampak da poiščeš nekega neodvisnega zavarovalnega zastopnika, ki ti zna svetovati in ti predvsem svetuje na podlagi tvojih želja in potreb. Potrebe se pa razlikujejo. Ker zdaj govoriva samo tisti, a lahko prvo poskrbiš za osnove. Ker večina ljudi sploh ne gre za tem, da to so finance, to so osnove. Potem pa seveda poskrbi absolutno za gotovino, ki jo imaš, če jo že imaš. Se pravi, poskrbi za gotovino, da ni izgubljena vrednosti. To vsi vemo, da danes so to plemenite kovine, zlato, srebro. Čakaj, ne vemo vsi. Ne vemo vsi. No, pa zdaj vemo. Se pravi, dosti ljudi, to je načeloma tudi namen tega, kar se sploh pogovarjamo, kaj narediti z denarjem. Denar v bistvu ni sredstvo. Ja, mislim, najprej je smiselno. Jaz ga ne dojemam kot sredstvo, več. Ker skozi izgublja vrednost. To je tako. Ampak zdaj tako, če že imaš nekaj privrčevano, mogoče je smiselno za razmisliti, da imaš določen del v plemenitih kovinah. Pa to ne govorimo o nakitu,
pa v verižicah, pa zapestnicah, ampak dejansko v naložbenem zlatu. Mislim, da imamo kar nekaj zaupanja vrednih ponudnikov tudi v Sloveniji. Mislim, da je to tudi zelo, zelo varen način plemenitenja svojega premoženja in na nek način trenutno tudi zelo donosen, lahko rečemo. Ne samo, da se ohranjena vrednost, ampak se ustvarja tudi neki profiti. Tako da dolgoročno, predvsem pa bom rekla zlato, srebro, jaz sicer bolj o zlatu govorim, no, bolj sem mislim, ko bi rekla, bolj mi je, bližje mi je zlato. Bolj ga verjetno tudi poznaš. Pa ja, mislim, vse so zakonitosti pri zlatu, srebru, ampak smiselno je glavna poanta, kar želim povedati, smiselno je, da imamo tudi nekaj zlata. In potem je zelo zanimivo, ko spremljaš, po kakšni ceni si to zlato kupil danes, ne, pa po kakšni ceni kakšna bo cena tega zlata čez 5-10 let. Ljudje sploh ne grejo za tem. Medtem ko če boš imel gotovino, ne vem, kje imamo ljudje največkrat, ne, nogavice, trezorje, pod vzglavniki, pod vzmetnicami. Pa varčevalni računi. Ja, itak, varčevalni računi, ki zgubljena vrednost in ljudje se ne zavedajo, koliko denar zgublja na vrednosti. Ne vem, koliko 25 milijard evrov gotovine v bankah in žal ljudje ne vejo, da zgubljajo, vsak dan zgubljajo na vrednosti. Tako da smiselno je določen del, se pravi, če že imamo gotovino, določen del, odvisno od tipa investitorja, kakšni smo. Zdaj, če smo mi neki, da nismo naklonjeni tveganjem, potem verjetno bo najboljša izbira, recimo. Se pravi, prvi korak je verjetno identifikacija tvojega profila. Osebnosti, dojemanja tveganja in teh pač želja, bodočih nekih ciljev. To je verjetno profiliranje prvi korak. Dajmo reči, zdaj sprofilirali smo osebo. Parametri so dojemanje rizika. Ja, sigurno, ampak če greva recimo tako zdaj po vrsti, ne, da kaj najprej poskrbiš, imam tudi jaz neko strukturo, veš, kako vodimo. Smiselno je, se pravi, zdaj zlato sva spregovorila. Zdaj pa mimo grede, ne, že stari židi, ne, so rekli, v bistvu v 3 naložbenih razredih, pravilo 3 G-jev so milijoni. Se pravi, geld, gold, grunt. 1/3 zlata, oziroma sredstev imej v zlatu, 1/3 v zemlji nekako, pa 1/3 v denarju. Ne. Danes to malo drugače razporedimo. Ampak se lahko nekaj naučimo iz zgodovine, ne, da je bilo nekaj smiselnega. Potem pa pridemo na to, se pravi, ko smo jaz bom rekla tako, mogoče predhodno je smiselno razmisliti, da imaš neko varnostno rezervo ali pa zlato rezervo. To pomeni, da imaš 3-6, toliko denarja, kot imaš 3-6 mesečnih izdatkov. Se pravi, z drugimi besedami, če imaš plačo in celotno plačo potrošiš vsak mesec, se pravi, to krat 3 oziroma krat 6. Jaz bom tako rekla, a veš, z mojim mindsetom meni se zdi 3 čist dovolj. Ker, če imaš pravi mindset, pol ni bojazni, ne, tudi če bi izgubil, za primer izgube službe. Se boš v 2 mesecih valjda dobiš drugo službo. No. Če imaš mindset, da ni problem dobiti službe, ne, potem valjda boš dobil, ne boš na cesti, če iščeš, boš našel. To je ta moja lahkot postaviš. Ker imam sama to izkušnjo, ker sem dala odpoved, in kaj pol, sem dobila drugo. Tako da, se pravi, nekaj fajn pa je zgolj zaradi občutka varnosti. Da se ti počutiš ok, 3-6. Potem pa je smiselno zdaj, če pa tega nekako ne veš, kako do tega prideti, pa je smiselno, da prevzameš kontrolo nad svojimi izdatki. Se pravi, da vodiš proračun, da vidiš, kakšen je pravzaprav tvoj denarni tok, kar pomeni spremljaj prihodke in odhodke na drugi strani. Tako da nekako to vodiš. Mimo grede, ena taka velika skrivnost, ko spremljaš prihodke, jaz vedno rečem, da si te stvari beleži in pri prihodkih daj 1 nulo zraven. Se pravi, ne vem, 120 evrov otroški dodatek, da si 1200 evrov. Ni ful dobra energija. Wow, 1200 evrov je padlo. Da viš, ne vem, 1800 plače. Wow, 18 000 evrov. A se dobro počutiš? Ja, ok. In zakaj pa to delaš? Fake it until you make it. Ja, ok. Mislim, sorry, sem si moral pa to strošek vedno povečati, če hočeš matematično. Ne, to govoriva, ne. To je pa zdaj domišljaj si. Lahko si tudi na papirju, ampak to deluje. Jaz vem, da to deluje, ker jaz vem, s kakšno ceno sem začela svojega programa I Love My Money, pa kje sem danes. Se pravi, jaz sem fejkala, sem nekega dne bom prišla do tiste številke. Tako da, kje so stala zdaj? Se pravi, smiselno je voditi odhodke, prihodke na prav poseben način. Se pravi, imela sva
profiliranje osebe, potem sem imela poskrbi za svojo rezervo, socialno zaščito, socialno zavarovanje in tako dalje. Potem sem imela zdaj rezervo. Gotovino sva zaščitila, ne? Ja, če že imaš neki določen del, je smisel imeti v gotovini, spet odvisno, kakšen tip investitorja si. Drži. Oziroma denarni tip. Ne investitorja, bom rekla. Pol imaš pa, se pravi, zdaj sva pri poskrbi za 3 do 6 mesečnih plač. Če ne veš, kako to narediti, začni voditi odhodke. Mimogrede, če boš videl, da je tvoj denarni tok negativen, kar pomeni, če si porabil več, kot si zaslužil, kar večina Slovencev itak, ker vsak kredit to omogoča, vsaka banka to omogoča, naredi plan, kako boš prišel na nulo. Res, se pravi, postopoma lahko bodi si zmanjšuješ limit oziroma se na nek način želiš odločiti kredita. Jaz recimo učim sistem, kjer imamo sistem 6 lončkov in ti si lahko prav en lonček nameniš v ta namen, da boš pokril vse svoje izdatke. 6 lončkov? Ja, sistem 6. Ne 5, 6 lončkov je. 6 in vsi so pomembni. Eden od lončkov, se pravi, eden od lončkov govori 10% mesečnih prihodkov naj bi namenili temu, da ustvarjaš, v bistvu uresničuješ dolgoročne cilje. Zdaj ne govorimo o investicijah, prav? Se pravi, oziroma, da pokrivaš svoje obveznosti, dolgove, z drugimi besedami. Se pravi, 10% daš namensko na stran, da pokriješ tisti minus, ki ga imaš. Kje so stale zdaj? Se pravi, potem pa pridemo do lončka za finančno svobodo. To pomeni 10% takoj pri plači, dej na stran. To pomeni direktno, prav lonček, veš, ko lonček za kumrce. Yeah. Okay? Pomembno je pa, da je lonček steklen, pa da na lončku piše finančna svoboda 10%. Ja? Zakaj? Da vedno znova, ko vidiš ta lonček, pa me ga na vidnem mestu. Pa to ne govorim, da imaš 30 evrov, ampak ne, začni s tem. Vedno znova, ko vidiš ta lonček, tvoja podzavest vidi, wow, vedno več denarja je notri, kaj dobro, se ta denar kopiči. Yeah. Tako da lonček za finančno svobodo 10%, staro babilonsko pravilo, je, da dej vsak mesec 10% v lonček za finančno svobodo. Lahko daš tudi na varčevalni račun. Kasneje daš to tudi direktno investicije, ne? Pridemo tudi do kriptomata lahko, ne? Nekdo, če prepozna to možnost, zakaj pa ne? Sploh, če je to nekdo, ki je komaj začel službo in je komaj se začel spoznavati, se pravi mlado, ne? Ta v tvojem primeru bi lahko izgubil do 100% vsega v 20-ih, ne? Pa še vedno se da narediti kasneje. Recimo, hočem povedati, večkrat govorim to, da karkoli že v 20-ih narediš, nima niti veze. Vse napake, tudi če vse narediš, zaslužiš, zgubiš, vse, ni panike. Boš v 30-ih za tega bistveno hitreje vse skupaj. Odvisno, koliko znanja boš dobil. Odvisno, koliko znanja boš dobil, ne? Tako da, babilonsko pravilo je, meni se zdi nekaj najbolj pomembnega v osebnih financah. Lahko daš pa tudi več na stran. Ne, lahko daš tudi 20, 30, čisto odvisno, kakšne imaš prihodke oziroma kakšne imaš potem na drugi strani odhodke. Bi pa rekla, da če nekdo ne vidi možnosti, da sploh začne, je pa začni z 1%. 1% pa ne mi reči, da ne moreš dati na stran. Ni variante, razumeš. Se ti imaš drugače, to se lahko kasneje malo še dotaknemo, ti imaš še tam kar konkretne, praktične nasvete, ki lahko čisto vsak, zdaj, ki to gleda, lahko najde neko rezervo, pa se lahko to mogoče kasneje dotaknemo. Vem, da se zanimivo se mi je zdela, a veš, mislim, da sem prebral na tvojem blogu, da uporabljaj gotovino. Se pravi, dvigen denar in uporabljaj in razpolagaj s to gotovino, ki jo fizično vidiš in pač, ko je enkrat ni, je ni več. Ker je to imaš čist drug občutek, ne? V bistvu vidiš, koliko potrošiš za določene stvari. Medtem, ko pri kartici sam potegneš in kaj te briga, ne? Se to, Ne vidiš na internetu, mi grede, vtipkaš one številke notri, pošli, dan dobiš, kaj pa račun, ne? A veš, zdaj govorimo o tem, ko si ti zavesten, ko se ti zavedaš, kaj delaš. Jaz v bistvu ljudi peljem v to fazo, da so zavestno prisotni v trenutku in ne da prevzamejo kontrolo nad svojim denarjem, ampak prvo moraš pred svojo glavo. Ne? Denar imaš lahko na dva načina. Lahko imaš ti kontrolo nad denarjem, lahko ima pa denar kontrolo nad tabo. Pa še na dva načina. Lahko ti delaš za denar ali pa denar dela za tebe. Ti si tisti, ki se odločaš. A ne? Ja. Kje so zdaj ostale pri vodenju odhodkih? Ja, pri vodenju odhodkih. 10%, ki pa jih zelo smiselno. Babilonce smo obdelali zdaj. Da jih investiraš. Če pa nič drugega, pa z 1%, s 0,5%, z neki. Se pravi, ustvar navade. Začni. Disciplino si prej omenil. In tudi prej, kad boš videla, recimo, ali pa kad boš videl not v unam, da se nekaj začenja nabirati, ne? Potem se mogoče zgodi ta,
momenta, ne, in reče, očitno to nekaj funkcionira. Recimo, ko sva že omenila zlato, ko si omenil, da najverjetneje nima vsak tega vedenja, kupi eno zlato ploščico za 1 gram, pa ne bom dala na svetu, ampak pazi, kje kupuješ. Ja, okay. Ni vse zlato, kar se sveti, pa drugače tudi zlato lahko na različne načine kupuje. Mi sploh ne vemo, ne, da res obstajajo različni načini, ampak moja izkušnja je ta, da bolj, ko sem se poglabljala v teh stvari, večja obzorja so se mi odpirala. Bolj, ko sem bila voljna prejeti in sprejeti informacije, bolj so mi ljudje prihajali nasproti, različna znanja. Veš, ti lahko greš tam, ne vem, zlatarno, eno pač, ki prodaja naložbeno zlato, pa kupiš za ta in ta znesek zlato, pa sploh ne veš, da ga lahko tudi bolj ugodno kupiš. Ne samo eno ploščico, ampak če že govoriva, če daš 1% na stran, daj počakaj, da se tam nabere 100 evrov, pa jih pol investira in magari ali pa najboljš, kar lahko narediš, pa saj zlato kupi. Ja, pa tudi, če bi recimo pod ful slabimi pogoji kupil načeloma, pri kakšnem preverjenem trgovcu, ne bi vsem bilo boljše, da ne bi nič. Točno to. Ko si tole omenil, veš, prej sem nekaj zelo pomembnega pozabila povedati pri socialni zaščiti. Največ Slovencev investira denar, mislijo, da investira denar v naložbena življenjska zavarovanja. In to je najbolj prodavljiv produkt v Sloveniji. Ampak meni se zdi, da ko imaš, ne bom rekla, da so vsa naložbena zavarovanja slaba, jaz sem prej omenila klasično, oziroma kasko življenjsko zavarovanje, kjer zavaruješ svoje življenje. Ja. Mi smo v našem življenju, kaj je najbolj pomembno? Kaj je najbolj pomembno v našem življenju? Ja, ne vem, naša družina. Naši bližnji. Naše življenje je najbolj pomembno. Okay. Naše življenje je najbolj pomembno in ga je smiselno zavarovati. In večina ljudi, ki sklene naložbeno življenjsko zavarovanje, ga sklene z namenom, da bodo neki varčevali, morda celo, kako bi rekla, investirali denar, da bodo ga potem nekoč imeli za pokojnino. Resnica pa je ta, da se sploh ne zavedamo, koliko denarja dejansko se vloži v naložbena življenjska zavarovanja in kako malo se ga dobi potem ven. Zato, ker gre velik del denarja v stroške, v provizije, določen del gre v zavarovanje. In ne pride do tistega učinka obrestnega obrestovanja. Pride precej manjši, oziroma pride ta učinek mogoče celo na stroške in provizije. Tako da pol si pa razočaran in pol ljudje zelo veliko imajo za povedati negativnega, ampak ni vse slabo. Tako da ponavljam, določeno zavarovanje naložbena so tudi zelo dobro. Tukaj bi treba biti previden, spet biti pozoren, v bistvu, zelo veliko, ne moram o 2 stavkih povedati, ampak smiselno se je pozanimati, kaj je drobni tisk v končni fazi. Ker mi mešamo, varčevanje, naložbe, zavarovanje, to je kot da zmešaš hruške, jabolka in slive. To pride pol kompot ven, ali pa marmelada, tega ne želimo. Midva pa sva zdaj pri 10%, ki jih investiramo. In to moramo maksimizirati, se pravi, s tem moramo največ možno narediti in tam se čisto vsaka zadeva, oziroma odločitev se na dolgi rok pozna, ker ti odločitev, ki je na 5, 10, 15 let. Tako da zdaj pa najslabši produkt, ki je lahko bolje karkoli narediti s tem denarjem kot nič, kot ga imeti na banki, bomo rekli, ki izgublja na vrednosti. Tukaj pa se srečamo z različnimi naložbenimi razredi. Od klasičnih do alternativnih, tako da zdaj pa vsak zbere tistega, če ima celostno znanje, lahko sam izbira. Vprašanje je spet, koliko je kdo pripravljen vložiti v svoje znanje. Po drugi strani pa ni problem pa hoditi v službo celo življenje, pa delati 40 let za 40. Sam ne bi danes vzel 30 minut, da pa prebral nek priročnik. Ampak, če bi se res ljudje lotili in mogoče investirali 1 urco na teden, je to 50 ur na leto, 52 na leto, je po obrestnem izračunu. Mislim, ti si strokovnjak, po 10 letih na finančnem področju, vse sam veš, kako si začel, pa koliko imaš zdaj znanja, odkar si začel z investiranjem, 6-7 let nazaj. S tem, da si šel verjetno zelo poglobljene investicije. In ena od investicij zagotovo je tudi to, kar sam počneš, je res? Ampak to bom rekla, to mogoče primerno bolj, ne bom rekla za mlajše, ampak v te kriptovalute, pa te zadeve bi jaz rekla, investiraš določen del svojega budžeta, spravi, teh 10%, oziroma mlajši kot si sam rekel, bolj lahko riskiraš. Se strinjam. To je en razlog, zakaj bom na platformo dodal in zlato, srebro in delnice. Zanimivo. Čeprav delnice so zelo, zelo rizična zadeva. Ja, jaz
računam, da bodo ljudje predvsem zainteresirani za ETF-e. Tako da bodo vse investirali v gospodarski sektor, ampak razpršeno. Ja, pri ETF-i dejansko nimaš kaj za falit, razen če ne veš, v katere investiraš, pa v bistvu imaš zelo majhne stroške s tem, kar je pa zelo pomembno, ker ljudje ne vedo, da so to velike pastijane, kam dejansko veliki stroški. Tako da, če gremo preskočiva oziroma gremo mimo investiranja, je nekaj zelo pomembnega in to je lonček za igro. Ko sva omenila sistem 6 lončkov, da ne pozabi se vsak mesec nagraditi. Tako kot daš vsak mesec 10% za finančno svobodo na stran, ne pozabi se nagraditi, ker to ljudje še posebej mi, ki smo hrčki, a veš, ko imamo različne denarne tipe, ne? Ja. Imaš unega kako se reče, zapravljička, ne? Ja. Zapravlja in na drugi strani imaš hrčke. Pol imaš pa še menihe, pa tiste, ki jim čez dol visi za denar. Ampak kaj želim povedati je, hrčki imajo zelo velike težave s tem, da zapravijo zase, ne? Ja. Rajš bi se investirali, vrčujejo, pol pa... Za dokdaj? Zakaj? Zato, da bi umrli en dan, pa ne bojo koristili tega denarja. Ne, treba je tudi uživati. Ne vsi delamo zato, da uživamo. In kar samo opažam, hrčki, lahko konkreten primer povem. Ja, seveda, sam ne osebnih informacij. Ne, seveda ne, to nikoli ne. Razen, če ne dovolijo. Ker neki mnenj. Imela sem nekoč enega fanta, ki je bil zaposlen, da je imel 25-30 let iz Primorske. In sem rekla, da jaz ti priporočam, da se držiš tega, kar te pač učim, da ti razmišljaj, da bi 10% svoje plače namenil za sebe, za igro, za relaks, za užitek, za joy, za kar tukoli to tebi predstavlja. Lahko je to izlet, lahko je to večera, lahko je to sauna, lahko je to masaža. Te imam jaz osebno najrajši. In je rekel, 5000 evrov imel plača že dosti let nazaj. Rekel, Petra, si ti normalna? 500 evrov najdem ta mesec za sebe. Si ti normalna? Sem rekel, ok, koliko bi pa zmogel? Rekel, 1%, 50 evrov bi pa zmogel. A veš, ko nisi tega navajen, ne? To novo navado moraš vzpostaviti. In res, ti je peljal punco, sta šla na en pohod za vikend, in sta se ostala v eni koči in sta šla na kosilo in pa sta si še nekaj privoščila in je potrošil tistih 50 evrov. Ampak, pazi to, ko se je on odklopil, on je potrošil ta denar, ampak on se je odklopil. Mi pozabljamo si vzeti tudi čas zase. Je res? Za zabavo pa sploh. In ko se ti odklopiš, je dobil take ideje, da pravzaprav ima danes 2 podjetji. Ni več zaposlen, ima 2 podjetji, eno vem, da prodaja nekaj na Amazonu, ampak on je v bistvu, zdaj ne vem, če je to takrat dobil, ampak to mu je bila ratala praksa, pokloniti čas sebi, ki si ga prej ni vzel, ker je živel sam za službo, in na drugi strani pokloniti dobesedno denar sebi. A veš, predstavljaj si, ko greš na masažo, hodiš, imaš kako tako, in kaj tam doživljaš? Ležiš tam, uživaš, se odklopiš in pol. Ali pa potušam v končni fazi, ne? Potušam tudi, ne vem, večina mojih strank ali pa... ne rabiš to tudi gnarja, ne? Potušam, Pa ne rabiš neki ful gnarja. Sploh ne? Je pa vsem boljše to delaš na nekem vikend vdihu, kjer ni nujno, da imaš neko obveznost za tega, da ti lahko sploh pride. Mogoče malo rata, ne bom rekel dolg čas, ampak da dejansko prideš v to zono razmišljanja in takrat pa dejansko lahko priješ do nekih idej. To je poanta, potroši 10% za sebe, zdaj, če ne gre 10%, je dej začni z 1%, ker to pa zmoreš, vsak zmore, zavestno. A predvsem pa v zavedanju, kaj pomeni to zate in za tvoje življenje in za tvoje finance, pa najbrž tudi za družino, za partnerstvo in tako naprej. Nekaj zelo veliko ljudi je deloholikov in govorim iz lastne izkušnje, ker sem delala res preveč delala. Okay? In potem se moraš naučiti nove navade, pokloni si zase. Tako da to je eden od korakov, ko ljudje sploh ne grejo za tem, kako je to zelo pomembno. Ko pa začneš to prakticirati, pa vidiš, da imaš smisel, ker ne nazadnje mogoče dobiš neko novo idejo, ko si drugi energiji, na drugi frekvenciji, srečaš drugo osebo, kot bi jo sicer. Mogoče dobiš rešitev na neko težavo. A veš, in potem vidiš, da je smisel. Ja. Ena stvar, take, a veš, pri meni v podjetništvu, ki mi je čisto zamenjala pogled, so mreženja. Mreženje v tujini, konference v tujini. Zato, ker to je čas, ki si ga moraš vzeti iz službe in takrat si tam med ljudmi in se nekaj pogovarjaš. In še z vsake konference je nekaj dobro ven prišlo. Ali neka povezava, ali neka ideja, ali tisti čas, ki si bil s sodelavcem, ki si recimo z njim šel, pa si imel
več časa pogovarjati pa o nečem, kar drugaci skozi not v tistem delu. Ko to čisto razumem. To, kar si zdaj rekel, je pa res top, kar si rekel, moram poudariti to, prav moram. Omenil si konferenca, to je povezano z znanjem, z nadgradnjo znanja. In eden od lončkov je tudi ta, v temu sistemu, da nameni si 10% na mesečni ravni in za investicijo v lastno glavo. Še posebej na finančnem področju oziroma na področju, kjer ti bo to nek doprinos. A veš, enkrat sem se srečala tudi z gospod, ki rekla, jaz bom pa zdaj tečaj kvačkanja nabavila. Okay. Ampak ženska lahko iz tega naredi biznis. Moja hčerka, ne vem, kvačka hobotnice, pa jih prodaja poleti. Sicer je to že nehala, ker rekla, preveč dela za premažnarja. Ampak razumeš, in dobiš neko znanje, ki ga lahko potem unovčiš, oziroma sploh v finančnem znanju govorim, ne. Absolutno ti je to doprinos, to je investicija, to ni strošek. Tako vsak podjetnik gleda, da na izobraževanje je investicija, ni strošek, ker ti prinese neke koristi. In tako, ko si samo omenil, mreženje. Tako da moja izkušnja je tudi, bolj redko grem v živo, ampak kamorkoli grem v živo, spoznam eno osebo, ki mi je nek doprinos. Ponavadi je to vedno neka stranka potem postane, ne. Tako da to je ful dobro, se spomnil lonček. Pa še en lonček te zanima, kjer je pa še eden? Ne, mogoče smo zdaj pri tapetmu. Mislim, vmes še en za stroške. Eni vmes za stroške. Ene stroške, Kaj pa je ta zadnji? Eden je pa pol ali pa še eno. 5%, oziroma v skladu s svojimi zmožnostmi, pa pokloni. Pokloni denar, ne se bati poklanjati. Vse mi Slovenci smo taki, da radi pomagamo, dobrodelni, ampak ne delamo zavestno, mogoče res na mesečni ravni. Kar pomeni pokloni 10%. Ker ponavadi, ljudje imajo zadržke, ne, pred poklanjanjem 5% je lahko za nekoga kar velik znesek, ampak dokler tega ne delaš, ne moreš dobiti izkušnje, kaj to zate pomeni. Tako da, če pa jaz rečem, če nimaš, ne, če ne zmoreš, marsikdo ne zmore, pa se vpraši, a lahko z 1%? Ne vem, če veš, osebnost leta Slovenije, Jana Dugar, prosti Jana. Ima recimo v Afriki šolo, organizira v Malaviju, pa še v eni državi in dejansko za 10 € lahko ti imaš botrstvo, kjer pomagaš enemu otročku, da se izobrazi, da dobi šolske potrebščine, da dobi uniformo. Mislim, da tudi ti počneš že z nekimi otroci v Afriki in v Aziji. V Afriki in Aziji, tako jih je nekaj malo več, ampak nekako smiselno je, da se zavedaš, da to delaš zavestno in več, ko boš dal, več boš dobil. To je definitivno. Zdaj pa ni nujno, da vedno dobiš v obliki denarja. Ne, ampak mi vemo, da akcija-reakcija je eden od duhovnih zakonov tega vesolja. Lahko bi rekli tudi zakon karme, ampak meni je bliže akcija-reakcija, kar daš, to dobiš. Obstaja to botrstvo, to je čisto off topic, v Sloveniji? Ja. Mislim, v Sloveniji imaš, če ne drugo, imaš, kaj je ta gospa, kaj je umrla pred kratkim? Jaz vem, da imaš... Je bilo za 30 € lahko pomagaš. Bilo je 30 €. Anita Ogulin. Se pravi, mislim, da je ona imela pod okriljem Zveze prijateljev mladine, je imela tudi to sklop botrstva, kjer dejansko lahko pomagaš. Jaz ne vem, zakaj sem se osredotočila bolj na druge v tujini, mogoče so se me bolj dotaknili, ker razmišljam, da z 10 € lahko ful več naredim, kakor pa s 30, ker če gledaš 30 € je mogoče strošek enega, ne vem, hobija od enega otroka, ne. Potem, ko tam pa res rešujem življenje otroka, da ni več na cesti, da ni izpostavljen nevarnosti današnjega sveta, a veš, in pa on naredi zgodbo svojega življenja, se šola, dobi izobrazbo, dobi službo, živi lepše življenje, pomaga drugim, se nauči tudi on pomaga drugim in je v bistvu tudi on doprinos za družbo kot tako, ne. Ja, to ima smisel, absolutno. In 10%, če se lahko tega še dotaknem, mogoče včasih mislimo, da nimamo kaj dati. Ampak če samo odpremo omaro, ne, zagotovo imamo nekaj, kar lahko podarimo. Vedno imamo nekaj, vedno lahko pomagamo, neko pomoč ponudimo drugemu sočloveku. Ne, nazadnje lahko damo nasmeh nekomu. Je res? Prideš nekomu, ga na cesti polepšaš dan, pa mogoče, ne vem, rešiš življenje zaradi tega. A lahko nekaj dodam tlele? Sigurno, ker si mi, malo že razmišljam zdaj o naslednjem, ker me lepo si me zdaj zapeljala, ampak daj dodaj še misel, no? Zelo radi načeloma stvari mi poklanjamo, na drugi strani pa zelo težko sprejemamo. Jaz sem na kriptomat prišla ful vesela, sem prenesla na dobro energijo, pa neko darilce in seveda, kaj si ti naredil?
Ja, Tako si šel iskat, kako me boš obdaril. Vse sem dobila ful lepo kapo. A lahko kažem? ja, valjda. Ja, ne moreš prijeti. Ful lepo kapco. Ja, lahko. Kriptomama. Kriptomama, ja, ful fajn. Mene je moj otrok naučil kriptosveta drugače. Veš. Odlično. Dobro. In treba se je naučiti tudi sprejemanja. In praviloma, jaz sem ful hvaležna, da sem dobila darilo, ampak prišla sem tako za eno takim odprtim srcem, zato da te razveselim. In na tebi in na vas, verjetno, ki to gledate, je samo, tako nekaj dobiš, rečeš hvala. Hvala. Mi pa tako gremo v obrambo, je res? Ja, Ti nekdo reče, ne vem, kako imaš danes slušno frizurco. Ja, tudi ti si ful lepa, da je nekaj, lahko reče sem hvala. Ja. In sprejmeš in mogoče zakleneš v sebi ta občutek, hvala, ful fajn. Ja, mogoče tle tudi mogoče obstaja razlika med moškim in ženskim. Recimo moški ne dobivajo generalno to komplimentov v življenju, niso navajeni na komplimente. Najbrž, ampak vseeno, tle poanta sam sprejmi, to je lekcija. Ja, verjetno, ker s sprejemanjem denarja so zelo veliki izzivi. Ena super knjiga obstaja na to temo, ful se spomnim, da je Modre barve platnica, ampak ne spomnim se imena. Doug, taleka uči Access Consciousness, je napisal, govori o prejemanju, kakšne izzive v bistvu imajo ljudje na finančnem področju, ker ne sprejemajo. Daj si predstavljaj, da hodiš v službo in dobiš, ne vem, 1800 evrov plače. In ti šef reče, drugi mesec boš dobil pa 18 000. Je to best, ne? Po mojem bi ljudje kar to sprejeli. Ja, pa imajo kar izzive ljudje. Ja. No, lej, a veš, recimo, dotaknem se tega, to je bil zadnji lonček nekako, ne? A so jih predelali več ali manj vse? Prosti, ni težava v denarju, težava je v vas, mislim, da je naslov te knjige. Okay. Ja, ni težava v denarju, težava je v vas. Meni se zdi, da je ta knjiga. Modra platnica je bila. Gary Douglas, nekaj tašnega je pisati. Gary Douglas, to boste na Google sigurno našli, če boste iskali. 5. lonček, 6. lonček je pa lonček za stroške. Aha, ok. Ja, ampak zdaj tako, procentualno dajemo vsak lonček, zdaj stroški so različni. Nekdo, ki si ga prej omenil, pa je komaj začel hoditi v službo, pa mogoče še živi doma, ima drugačne stroške, kot nekdo, ki ima družino. Se pravi, tu je ta v bistvu metodologija, ki ti skozi te lončke, oziroma skozi to prispodobo lončkov, oziroma sistema, no, niti ne prispodobo. Dejansko lončko, ki fizično tudi lahko obstajajo, ti nakaže, kako to tvoje delovanje v bistvu vpliva na tvoje finance in s tem te pravzaprav nauči dojeti tega prej, zato da to potem lahko verjetno počneš tudi z večjimi zneski ali pa na daljši rok in tako. To je poanta tega. Ti se učiš pravzaprav na 1 evru lahko tega ravnanja. Ker če ti ne znaš upravljati z tem, kar imaš tukaj in sedaj, tudi če dobiš milijon, ne daj Bože, da ga dobiš, mislim, jaz vsakemu ne privoščim, dokler ne dobi ustrezne izobrazbe. Potem, zakaj? Ker ljudje... Lahko velik stres. Ja, ljudem se, če se obrne življenje na slabše, medtem ko bi za ustreznim znanjem lahko živeli ne samo oni, celo, ne vem, vas, mesto ne vem, ampak cele generacije, če ti dobiš na loteriji denar. Tako da učimo se pa s tem, kar imamo, oziroma lahko celo na principu 1 evra. Se učiš v bistvu procentualno, koliko gre. In kar je pomembno, kasneje se naučiš tudi razporejati, budgeting dejansko na podlagi te neke analize, ko vodiš stroške, kam ti dejansko nekaj gre in začneš to ta denar preusmerjati, se lahko naučiš tudi planiranja. Tako da imaš neko, pa cej lažje ti je lahko rečem. A veš, recimo, po mojem bo dosti ljudi, ki bo to gledal, barka, da je kar neki, jaz pa tle Jurija pa pol tega naredim, tako recimo čisto po domače, da rečem, in kje bom jaz to še zvlekel, imam te vse žive neke stroške, kaj zdaj, malo navezujem na ono varianto, obstajajo tudi ljudje, ki ne naredijo, mislim, veliko ljudi ne naredi 5000, da rečem, na mesec, ali nima takšne plače, ampak vseeno, ljudje pač tudi... Jaz sem ti dala primer, zdaj lahko rečeva 1500, pa nekdo na 50 evrih lahko neki sebi privošči, pa 10. Tudi tukaj imam, direktno takšno vprašanje imam, reče, do penzije imam še 18 let, kaj in kako, oziroma koliko in kaj naj vlagam, da bom dosegel finančno svobodo. Prosim za nasvet. Zanima me, kako se lotiti projekta FIRE, oziroma
in z naslednjimi dejstvi, ampak želim, poprečna plača, 15 let, koliko bo potrebno privrčevati v času 20 let, trenutno sem star 30, v bazičnih scenarij donosa, realno cca 7%, pa mi razdi ne bo šla računati. Ponovadi so više donosnosti, ne? Ok, in kakšne bodo mesečni zneski namenjeni za varčevanje dolženega cikla, mi da so se to temu že nekaj ukvarjali, meni v bistvu, tudi ljudje tu potem govorijo, koliko procentov svojega portfelja naj bi posameznik v različnih skladih, koliko v kovinah, koliko v kriptovalutah, koliko v tem. To je zelo odvisno od starosti, zelo odvisno od ciljev in od tega, kar sem govorila, koliko je nekdo nagnjen k tveganju. Ampak daj mi povej to, mislim, da je to glavno vprašanje, kje naj nekdo, ki misli, da danes, jaz ta denar absolutno vas rabim, zato da zagotovo tudi obstajajo ljudje, ki so v takih socialnih situaciji, ampak veliko ljudi, ki misli, da nimajo denarja, pa mogoče ga vse imajo. Kaj so ti kakšni praktični nasveti, kje ti lahko ta denar najdeš? To sem prebral tudi na tvojem blogu, konkretnih nasvetov. Sem se kar fajn pripravila, da sem ti video posnela. No, ok, daj nam povej par stvari, kje se. Denarja na kakšnem naložbenem zavarovanju. Ne, recimo, jaz še nimam nobenega zavarovanja, nisem še nič začel. Kje sploh iščem zdaj une rezerve v svoji porabi? Zato, da najdem. Svoj porabi? V porabi, ja. Ja, v bistvu ti to priješ do tega spoznanja, ko začneš voditi odhodke. Super, kakšni so pa te dejansko v našem okolju? Kje so ti? Poglej, kako nakupuješ. Super, let's go. A greš v trgovino z listkom ali ne greš? Ker jaz mislim, da 5 let nazaj situacija nas je zelo lepo naučila, da gremo enkrat na teden nakupujem z listkom. Absolutno. Mislim, listek, pač SMS, jaz sama sebi pošljem SMS. Jaz ne kupujem, ženske, pa še mojega v trgovino, pa sigurno ne bo kupoval več. Nakupujem seznamom. To pomeni, da jaz v bistvu ne bom kupoval kar enih naključnih stvari, ampak točno tisto, kar rabiš. To pomeni, da pogledaš, sprehodi se, mislim, fajn je zdaj, a ti veš, ješ doma ali po restauracijah. Tukaj bi priporočala v bistvu nekdo, ki želi prihraniti. Ne prehranjuj se od zunaj po restauracijah. Čeprav je tako, veš, dvorezen meč. Meni, včasih rečem, da malo pogledajte, koliko dejansko porabite po kafičih, pa za drinke, pa tako naprej. Na drugi strani pa meni, da grem z nekom na drink, to predstavlja investicijo v odnos. Jaz gradim odnos, recimo, s svojim partnerjem, s prijateljicom, kakorkoli. To je pol odvisno, si ti z nekom na Peru že 46-tič, ali si v bistvu z 46. Potencialno stranko na kavi. To je velika razlika. Pa kaj se pogovarjaš? Ja, točno to. A veš, če ti nekaj upravljaš, pa imaš neke sodbe, kritike, pa tako naprej, pa si v negativi. Ne, hvala za to energijo. Tako da se pravi, prvo pogled, a ješ doma, oziroma ali bi lahko prilagodil svoj urnik, da že tle nekako optimiziraš stroške, in potem, če pa mogoče se odločiš, da boš od zdaj naprej pripravljal doma hrano, ker dejansko veliko več privarčuješ. Na podlagi tega sestavin, ki jih imaš doma, lahko narediš nek tedenski plan, kaj boš dejansko jedel, pogledaš v hladilnik, mimogrede, tisti, ki ste zelo tip, ki vse potroši, zdaj beseda. Nasprotniki hrčkov so, ki zelo veliko trošijo. Kaj smo zapravljivci? Zapravljivčki ponavadi dejansko zelo velikim roki potekajo. Sploh ne grejo za tem. Imajo zelo velike zaloge hrane v hladilniku in veliko stvari se jim pokvari. Medtem ko tisti, ki smo bolj hrčki, pa ponavadi imamo to malo bolj pod kontrolo. Ni pa nujno spet odvisno, ker ti posebnosti si, kaj še melanholnik ima res vse strukturirano, vse the best. Tako da v bistvu imejmo seznam. Pa drži se seznama. Enako velja za spletne nakupe. Mislim, tle grem največ denarja. Daj se vpraši, a res to rabiš, kar želiš kupiti? A ti to res, ker kupuješ, ker rabiš, ali ker mogoče želiš potešiti nek občutek pomanjkanja ljubezni? V bistvu, mogoče želiš vplivati na mnenje drugih ljudi. Boš kupil zdaj neko novo majico, zato da boš, ustregal, da boš, všečen drugim. Kaj je v ozadju? Kaj je tista potreba, ki jo želiš zapolniti? To se mi zdi, to je tako smiselno vprašanje, ker zelo veliko ljudi ima zelo veliko oblačil, ki dejansko jih ne nosi, ali pa stojijo v omari, imajo še celo, etikete gor, Zakaj že? V bistvu, ker v resnici nosiš 20% oblačil. Ja, jaz poznam kar ene ljudi, kakšnega spola, ki imajo tudi veliko čevljev, pa ki jih verjetno ne obujejo velikrat, ne? Verjetno tudi ti poznaš kakšne. Tudi verjetno kakšen v tej sobi, ne? Ker ti ne ozavestiš tega, se ne moreš spremeniti. Tako da tlele, če greš skozi, ima 100 evrov, več se verjetno najde, ne? Kaj pa kakšne tele druge še stvari? Kje še lahko najdem rezerve? Mimogrede, poglej, kaj je tisto, kjer kupuješ stvari za brez veze. Mogoče stojiš v trgovini na blagajni
in kupiš, ne vem, žvečilne gumije, milko, nekaj čisto brez veze. Zakaj že? A res to rabiš, se lahko vprašaš. Pa mimogrede, pa idi v trgovino sit, nelačen. In čakaj, to so te, a veš, veliko ladjo se potopi z majhnimi luknjami, ne? To je to. In tudi pri investicijah, če greva zdaj, ko mi to privrčujemo, mi ta denar lahko ali investiramo, ali pa potrošimo za to, da izpolnimo svoje želje. Ja, nekam v tistih 6 oziroma 5 čašic, ne? Ja. Ampak, če damo v investicije, ne? Meni se zdi, da sem nekje, nisem računačila, ampak prebrala, da 1 evro na dan, se pravi, 3 evre na dan je 90 evrov na mesec, 50 let, je približno 54.000 evrov. Če ta denar investiraš in je približno 90% letna obrestna mera, prideš na milijone. O majhnih zneskih govorim. Ne zavedamo se, kako pomembne. Marsikdo misli, da mora imeti na 1000 evrov, da začne investirati. Se to, jaz iščem zdaj, kje najdete teh prvih 100 evrov na mesec, da ono da. Drugo, naslišal sem prevozi. Recimo, mislim, tudi, zakaj, naprimer, nekdo, ki je iz nekega oddaljenega mesta, zakaj bi šel v Ljubljano, pa spravi trošil gorivo, parking na končni fazi, kar nekaj stane, ko pa lahko se, ne vem, z nekom drugim poveže, gre z njim, plača manj in naredi nekaj dobrega za okolje. Se pravi, car sharing, ali kako se temu danes reče. Potem neke naročnine. To si imela, ne? Kaj? Recimo, če sam pogledaš pakete na banki, a res rabiš vse to, kar plačuješ na mesečni ravni? Telefon, marsikdo sploh ne gre za tem, da obstajajo veliko bolj cenovno ugodni naročniška razmerja, kot je trenutno ima. In nazadnje, toliko smo obsedeni s to tehnologijo, a res rabiš tisti najnovejši telefon? A ga res rabiš? Jaz recimo nimam najnovejšega, ker ga ne rabim najnovejšega, ker me ne interesira. Ker telefon ti v bistvu, ne vem, meni je vas posel telefon pa računalnik, ne, ampak a res rabim munga za, ne vem. Ja, se veš, iPhone 14 ali pa 15 je verjetno tudi čist god, tako kot 16 ali pa ne 17 ali karko že zdaj odzvonjeno. Točno to. Ja. Ok, paketi. Pa so našla tle, tako mi grede, tlele gre 1000, na teh stvareh gre 1200 na leto v povprečju. A je še kakšna taka kategorija, ki bi rekla, poleg nakupovanja stvari, ki jih ne potrebujem, recimo prevoz je dosti taka gorivo in take reči, ki bi mogoče se lahko s kom tudi podelil, kakšni te paketi za razne telekomunikacijske storitve verjetno, bančne storitve, naročnine na streaming storitve, recimo, na razne. Ja, mislim, tega je mingrede, jaz v mojem programu imam cel modul na to temo. Super. Drugače imaš, ne vem, zamenjaj žarnice za LED žarnice, zamenjaj, ne vem, način, kako se ogrevaš. Reprogramiraj kredit. Absolutno, tudi to jaz mislim narediti. Grem tudi v neke ekstreme, ker rečem, dej poglej, a mogoče WC pušča. A veš, koliko vode gre, ne? V bistvu, koliko vode se brez veze spusti. Ja. Ampak, pazi to. Ampak majhna luknja, ne? Točno to. Jaz tako rečem, mimogrede, ko sva se dotaknila trgovine, tudi trgovine, greš pa, na primer, kupiš pralni prašek, pa točno veš, da je mogoče, lahko je v akciji, lahko imaš nek kuponček iz trgovine, avtomatsko privrčuješ nekaj denarja, ali in se ga nabere. Ampak po drugi strani, če si ti konstantno fokusiran samo na varčevanje, samo na energijo strica skupušnika, na akcije, pa ti si non-stop pokrčuva. Zato jaz ne zagovarjam tega, da glej na vsak evro, po eni strani ja, po drugi pa ne. No, ja, glej, ampak potem pa imeti v te lončke, kjer imaš 10% recimo za zabavo, oziroma nekaj, kjer investiraš v svoje znanje in razne pač to, kar se zdaj že govorja, ne. Tako da tukaj absolutno ne biti preveč, ko greš v krč in sam varčevanje ljudje ne zavedajo, koliko je lepo, ko se odpreš za energijo obilja, če ga vidiš. Nekaj mi leži na duši, če slučajno bo kdo se vtaknil v njih 5000 evrov. Lahko sem to povem. Katerih 5000? Kaj si prej še tih poudaril, ki jih namenimo sebi, 10%. Recimo, če ima nekdo 1500 evrov plače, naj začne z 1% se nagraditi na mesečni ravni za sebe. Tukaj se hitro najde recept oziroma luknja, kjer dobiš denar, da potem lahko potrošiš zase. Tukaj se najde tudi denar za izobraževanje. Tako da, ko enkrat začneš te stvari delati oziroma voditi odhodke in prihodke na način, kot sem prej povedala, ti si čisto v drugi energiji in ko si v drugi energiji, se zgodijo drugačne stvari. Ti si v bistvu v drugi paralelni realnosti. Ja, zato, ker se že verjetno začneš tudi o drugih stvarih pogovarjati z ljudmi. Druge so teme in pač mogoče, kot govoriš o tem krču, ok,
spet sem vse porabil v tem mesecu, mogoče pa pride tisti en mesec, ki rečeš, zdaj pa vse, nekaj mi je ratalo, v unem lončku, ki ga prej obmenjaš, nekaj se mi je nebral, imam zdaj pa nima veze, 75 €, ki jih pač prejšnji mesec pa nisem imel in je v redu, 35 bom zabil za karkoli že pač hočem, unih 35 ali pa preostanek bom pa investiral v karkoli, samo zato, da vidim, kaj se zgodi, da dobim izkušnjo, naprimer, ne, ali pa v nekaj od teh stvari. Pomembna namera. Namera. Se pravi, jaz investiram zato, da bom denar oplemenitil, zato, da bom poskrbel za svojo finančno neodvisnost, v prihodnosti oziroma nekega leta. Sej ni treba, da si za pokojnino ne rabiš imeti let, ampak dovolj denarja. Ta namera se mi zdi zelo pomembna, ker bom rekla, pri lončku, ko smo se ga prej dotaknili za finančno svobodo, marsikdo ima to namero, da varčuje za hude čase in potem hudi časi pridejo. Ker si ti dal namero, nek črn fond in se zgodijo časi, ko dejansko je premalo denarja, ko vidimo danes, številni upokojenci, starejša populacija ne preživi in dejansko so varčevali za hude čase in hudi časi so prišli. Tako da, vezano na demografsko piramido in podatke bi pa mi mogli zdaj, ko je še pravočasno poskrbeti, da naredimo neke temelje, da naredimo v bistvu te ne osnovne temelje, da naredimo vse korake v končni fazi, da nam bo lepo tudi v bodoče. Tako da, šla mi je misel. The best. A veš, prej si povedala 50 ur, če bi se učil na leto o eni temi, bi verjetno postal precej informiran o tej temi. In jaz, ko sem se nekako spustil v to, bi rekel, da jaz mislim, da verjetno, če bi vsak človek porabil 50 ur časa, ali pa vsaj to, kot je potrebno za vozniški izpit, recimo, je verjetno že zadost, da dobiš osnovno znanje, ali pa povprečno nekako znanje, s katerim bi lahko že verjeten delo bistveno pametnejše. Samo še nekaj pomembnega je tukaj. To znanje ne samo, da ga nabiraš, to je pa moje opažanje, ko ljudje rečejo, dobivam to znanje, sem bral Kiyosakija že 25 let nazaj, tako kot jaz. In kaj si s tem znanjem naredil? Indeks učljivosti je pa ključen. Kako si ga apliciral? Ti izpit za avto greš, pa narediš izpit, pa pol verjetno kupiš avto, pa se voziš. Še v avto bo ena spregovorila. Super. Kaj se mi zdi pomembno, na drugi strani, kaj pa za znanje, ki si ga bral v knjigah? Zdaj pa tako, večina ljudi reče, veš, berem, pa sploh ne vem, kaj berem. Zakaj? Ker so na avtomatiki, ker so na podzavestnem načinu razmišljanja. Ko se pa ti vrneš v zavesti način razmišljanja, ponavadi ne veš točno, zakaj se gre. Zdaj pa jaz v bistvu vsakega vabim, da tisto, kar prebereš, slišiš, pejt pa naredi, ker samo to ti prinese rezultate. Indeks učljivosti je tisti, ki kaže, kako hitro bo oseba implementirala to znanje. Tako da, če mi dva dajeva tle neke nasvete, pa če jih nekdo ne koristi, ne boš imel rezultatov. Tako da, kar se tiče avta, recimo, ko si me vprašal, verjetno bi ga tudi na ta spisek lahko dodal. Sigurno, vendar jaz bi tle rekla previdnost, še posebej mladi. Koliko mladih gre, opazujem sina, 21 let, je rekel, jaz ne bom kupil avto. Pač trenutno nimam te potrebe, rešujem pač, kam zaiti, reši zadevo. Ampak zakaj, če lahko investiram? In mladi, pač ko mi pove njegovi prijatelji, vzamejo kredit, in so pečeni do konca življenja, dejansko za avto. Običajno se ljudje zakreditirajo, grejo preko svojih finančnih zmožnosti in težko je splavati iz tega, zato ker enemu kreditu sledi drugi kredit, pa tretji kredit in pa kar enkrat je premalo plače. In se moraš najprej lotiti odplačevanja kreditov, da lahko sploh prideš na tisto nulto stanje, od katerega... Tako da tukaj je smiselno se vprašati, avto res rabim, a lahko rešim na kak drug način. Tako da, jaz recimo, ne vem, imam prijateljstvo v tujini, živi v večjem mestu, je rekla, jaz ko kam grem, a z letalom ali pa rentakar, ne rabim avta, rajši koristim mestni prevoz, če je to mogoče, seveda. Zdaj v Sloveniji vemo, da mobilen moraš biti na nek način. Ampak spet, a res rabiš tist avto, ki ti ga kažejo iz vseh oglasov? A res? Moraš za koga že? Ali bi mogoče poskrbel za svoje finance, da bodo zdrave? Ja, verjetno se da živeti mogoče, čisto kot primer, če ima družina 2 avta, se zna zgodi, da morda bi pa lahko imeli enega, drug partner bi pa v bistvu koristil taksi. In mogoče, odvisno kaj je, kje je ta služba. Zdaj, če se ta oseba vozi, ne vem, kaj bi ti rekel, 2 kilometra stran,
vsak dan, ne, pa je to, ali pa v Ljubljani, doskrat niso večje razdalje, mogoče ne rab tega avta in je zadost ta mestni, pa tudi ta car sharing, recimo, ki danes obstaja, ker na koncu imaš ti zavarovanje, kasko, pa si na Jurija Precka, nič, pa imaš za gume 400-500, pa si na benzu, kakorkoli že pride, pa še na amortizaciji, ne izgubi vrednosti avta in na avtokreditu na koncu ti prideš k nič na 400 evrov. Na mesec govorimo, ne, za vse to, recimo, ne, skozi let, verjetno. Za benzo, ljudje se sploh ne zavedajo, koliko v bistvu preveč dajo denarja za avto in koliko te ta avto, koliko plačaš za posamezni kilometer, ne, ko se nekam pelješ, tisti 20, 30, 40 in koliko ur moraš delati v službi, da plačuješ ta avto. Zakaj že, da inspiriraš koga? Inspiriraš? Ja. Navdihneš sodelavca, nekega, neznanca, ki ti nič na življenju pomeni. Res, da ljudje običajno za druge. Jaz ne vem, jaz po Portorožu opazujem, da marsikdo ima avto, zato nek se vidi, kaj bojo drugi rekli, varianta. Tega je zelo veliko prisotnega. Pa ne samo za avto, se tudi za obleke. Ja, verjetno je to iz razloga človeške psihe, ne, ker potrebuje validacijo, nek status. Jaz rečem tukaj iz razloga pomanjkanja ljubezni do sebe. Ker največji ljubezen do sebe se kaže tudi v tem, da imaš nekako zdrave finance, zagotovo. V glavnem, obstaja veliko enih variant praktično za kogarkoli, da najde rezervo v svojih stroških, zato da tisto rezervo namen, da nekako se spravi v pravo pot. Pa ne samo to, tudi v prihodkih. Tudi v prihodkih. No, pa di mi še povej v prihodkih. Ja, zagotovo je to eden od načinov, da vprašaš za povišico v službi. Kdaj si nazadnje vprašal za povišico? Kdaj so ti nazadnje zvišali povišico? Ali se lahko odpreš za to možnost, da jo zvišajo? A si vprašal šefa, šefico? Zamenjaš službo? Se zavedaš, kakšno vrednost nosiš, toliko let si že na sceni, toliko imaš delovnih izkušenj. Ali pa začenjaš, pa še nimaš službe, ja super, si nepopisan list papirja. Ne, okej, povej, mogoče, kaj si pripravljen narediti, kaj si se pripravljen učiti, pa boš postopoma prišel do večje plače. Ampak kdaj se zavedate svoje vrednosti? Jaz bi rekel, da pri temu moje stališče je, kot podjetnik, je tako. Če ti kopljaš luknjo veliko meter krat meter, si plačan toliko. Jaz, kljub temu, če imaš ti recimo 10 let izkušenj, bom še vedno enako plačal za to luknjo. Ker za mene je to vrednost popolnoma enaka. Če pa ti pridobiš novo znanje in ga v bistvu apliciraš, da to luknjo lahko zdaj narediš v krajšem času, ali pa da več lukenj v istem času, pač se pravi ista stvar, ali pa da v bistvu namesto kvadratne luknje znaš zdaj delati pa še okrogle luknje, to je dodana vrednost. In ljudje, mislim, da so tako, kot so mogoče prepuščeni svoji neki tej miselnosti, tudi dostikrat pozabijo, da mogoče pa lahko oni participirajo v delovnem procesu z neko dodano vrednostjo in takrat dobijo pogajalsko izhodišče za to, da lahko lažje zahtevajo večjo plačo. Zato, ker, veš, recimo, zdaj, ko tukaj ljudi gledajo, jutri ne mesec red večjo plačo. Na osnovi česa? Kaj je tvoj argument? Nekaj moraš se pripraviti tudi tam. Napisati, kakšen doprinos sem in jaz tudi tam je podjetju. točno to. In tudi tam je točno se pravi, tudi tam obstaja verjetno nekaj te, mislim, vsaj pri meni bi jaz bi tako argumentirati koristi, ki jih ti prinašaš v bistvu podjetniku oziroma podjetju, ne? Kaj je tista vrednost, ki jo nosim, ne? Pa mogoče bi dodala še, ko smo omenila višanje prihodkov, jaz mislim, da je pomembno, da imaš več virov prihodkov, ali da je to nujno v današnjem svetu. Ne, si zaposlen, si za podjetnik v redu, ampak si zaposlen oziroma ali podjetnik, zdaj pa more passive income stream, ne, je smiselno imeti več virov prihodkov pasivnih, pa tudi aktivnih v končni fazi, ne. Tako da tukaj pa mislim, da ko se enkrat začneš odpirati za to, vidiš, da je toliko enih možnosti, ne, v Google vprašaš, četa vprašaš, ti vrži ven, ne vem, karkoli ga vprašaš, ti vrži ven, kjer so možnosti. In potem začneš raziskovati in nekje začneš. Ne? Začneš, jaz ponavadi rečem, da izsledi svoje strasti. Kaj je tisto, kar te res podžiga, kaj je strast, kje čutiš, da je neki ful zate in pejt in naredi nekaj s tem, ker sigurno imaš neko vrednost, neko znanje, neko izkušnje, ki jih lahko deliš s svetom in svet je pripravljen plačati. Ampak vprašanje je, če si ti pripravljeni to ponuditi. In tukaj v bistvu meni pride počas, mislim, da bi rekel ena malo zaključna misel, ali pa proti koncu, ne, če boš imela še ti kaj za dodati, akcija. Ja. Akcija je skupni imenovalec vsega tega.
Se pravi, edini način za spremembo je, da reagiram že danes. Kako? S katerim koli od teh smernic ali pa pogledov, ki so jih midva imela v bistvu danes, ampak mora obstajati neka akcija. Nekdo, ki zdaj bo recimo tole pogledal, mogoče ga bo tudi tvoja zgodba inspirirala ali pa in pogovor, bo rekel, ok, zdaj bom pa prebral, pa bom pogledal še en video na to temo. Ok, pogledal sem video, prav te akcije sem videl, ok, kaj bom pa zdaj naslednji teden na osnovi tega znanja, ki sem ga naredil, točno naredil. A se bom lotil, bom pogledal svoje stroške, a si bom vzel čas za to. Ne, se bom pojutrišnjem, se bom takrat. Ali bom jaz človek, kot ko si rekla tam, če že 25 let spremljam finance in kaj si naredil, nič še. Tako da, brez spremembe ni spremembe. Točno to. To se mi zdi, da best. Pa mogoče ful dober stavek, ki mi pride. Jaz se pravičujem, ker danes dosti teh ful govorim, ker pa sej, ti z mene, veš. Sej si dol, Primorka, ne? Ja, ampak tako se trudiš govoriti knjižno, recimo. Tvoja končna, oziroma vaša, kdorkoli pač gleda to, jaz ponavadi rečem, tvoja trenutna situacija finančna ni tvoja končna destinacija. Se pravi, ti nekje si, ali pa nisi drevo, premakni se, nisi drevo, naredi nekaj svojega lajfa, ker vsak lahko živi bistveno drugačno življenje. Tako da tudi, če, ne vem, Nika Vujčiča, več ali manj vsi poznamo, brez rok, brez nog, motivacijski govornik, ne živi tako, kot bi si želel, v smislu, da nima teh fizičnih zmožnosti, ampak iz svojega življenja je s tistim, kar ima, naredil pravljico. In on je eden takih primerov, ki je lahko zgled vsem nam, da se da, če nisi v vlogi žrtve. To pa ja, ko zelo rado se pomilujemo, obtožujemo ali druge. Knjiga Skrivnost milijonarjevega uma govori v enem od poglavij ravno o tem, kako radi so ljudje v vlogi žrtve. Ven iz tega, stran od mene, ven iz tega v mindset zmagovalca. In evo ga, midva, po mojem, upam, da so zasadila eno seme, ampak če se spomniš, tudi ko so se v začetku, preden so začela pogovarjati, so se pogovarjali o semenu, da imaš tudi ti eno seme, nekaj za nas. Seme, ja. A ne? Dej povej, kaj imaš, zakaj se gre. Ampak še prej, mogoče sem še eno zgodbico, da si omenil seme. Jaz običajno rečem, da naše finančno področje je lahko primerjamo z jabolki oziroma z drevesom. Če si predstavljaš jablano, na jablani so jabolka. In jabolka so rezultati naše notranje strategije, kako mi razmišljamo o denarju in kako delujemo z denarjem. Se pravi, jabolka so rezultati. In če so ta jabolka presuha, predrobna, prekisla, preveč zelena, ljudje mislijo, da govorimo o prispodobi z finančnim stanjem, ljudje mislijo, da morajo še več delati ponavadi, še več grad, ker imajo v zadju prepričane, da je treba grad za denar. Ne zavedajo pa se, da na jabolka, na rezultate vplivajo korenine. To je tisto, kar je nevidno. Čisto na začetku smo o tem govorila. In je pomembno, kakšno je seme v končni fazi. Je res? Se pravi, seme in korenine bo prineslo rezultate na finančnem področju. In ko si omenil seme, jaz sem pripravila v bistvu zate pa ekipo tvojo takole 500 € in vam dam tudi en tak topel nasvet, da dejte, seveda niso pravi, so s posvetilom od zadaj. In to je tudi moja končna misel za danes. Dovolite koščku svojega uma verjeti, da je nemogoče mogoče, ker verjamem, da je vse mogoče. In smisel tega pa je, da si daš v denarnico, recimo daš, 2 jurja, nekdo, recimo, ki mogoče nima trenutno finančnega stanja, kot mu je všeč. Jaz priporočam, da se da takole v denarnico, si natisneš, Sicer se jih ne sme natisniti, tako da jaz sem jih slikala, pa dala pol fotografov, da jih je naredil, to kar veliko. Daš v denarnico in potem vedno znova, ko odpreš denarnico, vidiš, wow, imam še 500 €, kaj dobro, ali če imaš 2, imam še jurja, kaj dobro, ali pa želiš nekaj kupiti, pejc, ne vem, pred ono zlatarno, pa poglej si tisto verižico, pa reči si, saj ne rabim, v bistvu, saj ne rabim, to je fajn, saj ne rabim, ali pa bom, saj imam jurja, lahko bi zapravila, ampak ne bom. Poglej, kako se ob tem počutiš, ker ponavadi so ljudje navdušeni. Tako da jaz jih poklanjam, ne takole, zdaj ste videli, ne takole, se pravi, vsak bankovec ima na eni strani slikico, na drugi strani ima pa most. Če obrneš bankovec, ta pravi, imaš most. In plačuje se vedno takole, da se obrne bankovec. Če plačuješ z bankovci, imaš most. Zakaj? Da energija steče, da jaz dam in hkrati lahko prejmem denar. Tako da ti jaz poklanjam 2 za seme, za denarnico, oziroma za magnet za denar.
Hvala, Ja, in sprejemam. vabim, drugače jaz, recimo tisti, ki so na mojih predavanjih z veseljem talam te 500-evrske bankovce, da si jih dajo in da jim to služijo kot neko seme za denar. Super. In marsikomu, jaz verjamem. Bomo nahranili duha s tem. Ne? Okay. Ja. In se nastavili na ta pravo pot. Vsaka stvar nastane dvakrat. Enkrat v mislih in enkrat v realnosti. Je res? A veš, kadam jaz zadevo iz glave na tablo, je možnost, da se ta stvar zgodi, naenkrat postane, kar bi ti rekel, 90%. Ja. Ko enkrat napišem stvar na papir in to opazim tako v podjetništvu, nekaj je, ki se pogovarjamo, nekaj je pa, ko stvari napišemo in vse, kar napišemo, bi rekel, večino tega tudi v bistvu uresničimo. Tako ali pa drugače. Ali pa na poti do uresničitve tistega cilja se nam nekaj spremeni, se nekaj naučimo in potem tudi tisti cilj zamenjamo iz nekega ali pa razloga. A veš? Se zgodi še boljše. Ja, tako da to jaz tudi, večina, ne vem, če veš, en od zadnjih kavic, reči. ki si prej omenil, če bo omenila kavice. Kavice so samo nekaj, kar jaz snemam na svojem Facebook profilu, pa hmalo bo tudi na YouTubu. Ena od zadnjih je bila ta, da sem spregovorila o ciljih. In velja tudi za finančno področje. Ne, se pravi, na enem od seminarjev v preteklosti v Ljubljani je Brian Tracy, zagotovo, ne, ga poznaš. Ena ful dobra njegova knjiga je Focus Point, pa Pojej živo žabo, če želiš biti bolj produktiven v življenju. In je rekel, ne, dajte, imate 5 minut časa, pa napište si svoje cilje za 1 leto, kratkoročne, srednjeročne, 2 do 5 let, pa cilje za 10 let. In boš verjel, ampak ljudje niso vsi vedeli, ne, kaj si sploh želijo. Eni niso imeli zapiskov, eni smo pa točno vedeli, pa smo si zapisali. In tudi v Ameriki so pred leti delali raziskavo, kjer so ugotovili na eni univerzi, da tisti študenti, ki so si pisali cilje, so vedeli, kaj si želijo in ki so jih pisali, so jih dosegli. Nekje 17% ali 13%, nekaj takšnega, so približno vedeli, imeli cilje v glavi, eni so jih dosegli, eni pa ne, vsi ostali pa ali niso vedeli, ali pa niso imeli to zapisano. In dejansko logično jih niso dosegli. Tako da mogoče povabiva najne gledalce, ne, da si zapišejo te stvari. Super, zapište si, tako kot bi rekel Brian Tracy, mislim, da on reče, zapište si svojih 10 stvari, ki jih si želite, ali pa, ki so vam pomembno, zdaj pa zberite 3 od teh 10, mislim, da ima neko tako varianto in za vsako od teh 3 napiš, da je detaljen načrt oziroma korake, ki ti misliš, da bi se moralo zgoditi, da se vsaka od teh 3 stvari zgodi. Mislim, da je celo, ali pa je celo rekel mogoče, ali pa ena vsaj od unih 10, ki ti je najbolj pomembna in zapiš. Drugače pa saj, jaz se učim pa tako, da izberi si 3 življenjska področja, ne, potem pa v bistvu definiraj, kaj si želiš, pa zakaj si želiš, pa napiš sam prvi korak. Ker za prvi korak 100% veš, kateri je. Za naslednjega, če ne veš, se vpraši, ne, prišla bo informacija, zagotovo se bo našel način, da se bo pokazal drugi korak takrat, ko se more, in naredi zdaj ta korak. Okay. Akcija. Just do it. Akcija. Ok, jaz bi se ti na tem mestu iz srca zahvalil za tale pogovor. Hvala, ker si se odzvala. Bilo še enkrat. Jaz sem se imel ful luštan. Mogoče te pa tudi tale najem pogovor tudi tebe inspirira, da boš tudi ti v nadaljevanju na YouTubeu še več znanja delila. Za naj vsi pa želim, da se še kdaj srečava, pa se tudi kaj skupaj naučiva in naučiva tudi naše gledalce. Tako da, hvala ti tudi tebi še enkrat za povabilo in za to, kar delaš. Tudi jaz sem vesela in hvaležna, ker ljudje tako dobijo neko novo vsebino, dodano vrednost in lahko dvignejo svoje življenje na višji nivo. In če zaključim, mogoče samo moj stavek, dovolite koščku svojega uma verjeti, da je nemogoče mogoče. Tako da definirajte, kaj je ta nemogoče. Super. Najlepša hvala vsem, ki ste naj poslušali do sem. Sva bila kar 1,5 ure in od jutra dalje ali pa kar zdaj akcija. Gremo v akcijo in srečno.